Isaac Newton je bil angleški fizik, ki je deloval v 17. stoletju. In gotovo je fizik, ki ga pozna celoten svet. Poznamo ga po njegovih 3 fizikalnih zakonih. Prvem, drugem in tretjem Newtonovem zakonu. To so zakoni, s pomočjo katerih je mogoče opisati gibanje poljubnega telesa. Z Newtonovimi zakoni je Newton matematično potrdil tisto, kar je recimo pogruntal Kepler, glede gibanja vesoljnih teles. Iz Newtonovih zakonov pa je naprej izhajal tudi Einstein, in sicer je te zakone nekoliko razširil za gibanje zelo hitrih teles. Pa si poglejmo, kaj pravi prvi Newtonov zakon ali zakon ravnovesja sil. Če je sila, s katero muca deluje na neko telo, v tem primeru klobase, po velikosti enaka sili, s katero kuža deluje na te klobase, torej, če sta te 2 sili nasprotno enaki, in to potem pomeni, da je njuna vsota enaka 0, če je rezultanta vseh sil enaka 0, potem iz tega sledi, da ni pospeška, da je hitrost konstantna, in poseben primer je ta, da je hitrost enaka 0. Klobase so v tem primeru v ravnovesju. Zelo lep primer premega in enakomernega gibanja je tudi vožnja vlaka po ravnih tirnicah. Tudi v tem primeru velja, da če je vsota sile, s katero lokomotiva poganja vlak naprej, po velikosti enaka sili, s katero tiri zavirajo gibanje, se pravi sili trenja nazaj. Na drugi strani prav tako vemo, da je sila teže, ki deluje navzdol, po velikosti enaka sili, s katero tla delujejo navzgor. To pomeni, da je vsota vseh sil, ki delujejo na vlak, enaka 0, in v tem primeru je gibanje enakomerno. Vožnja na vlaku prijetna, lahko hodimo po vlaku, praktično je vse enako, kot če bi delali nekje, kjer je mirovanje. Enakomerno gibanje lahko opazimo tudi pri dvigovanju dvigala, ne sicer na začetku, ko pridobiva svojo hitrost, in na koncu, ko se ustavlja, ampak vmes. Vse je gibanje popolnoma enakomerno. To pomeni, da je vsota vseh sil, ki delujejo na dvigalo, enaka 0. Gor deluje sila vrvi, dol deluje sila teže, in če sta te 2 sili v ravnovesju, se pravi, če sta nasprotno enaki, se dvigalo enakomerno giblje. Enakomerno gibanje je tudi pri letalu, ko dobi svojo višino in enakomerno potem potuje naprej. V tem primeru sila motorja premaguje sila upora, in če sta te 2 sili enaki, je gibanje popolnoma enakomerno. Sile so v ravnovesju, potniki na letalo pa lahko v miru na svoje mestce postavijo pijačo, hrano in so brez skrbi, da bi ta hrana kam padla. To, da bi kozarček soka postavili na poličko v avtomobilu, si skoraj ne moremo privoščiti, čeprav je lahko tudi pri avtomobilu gibanje vsaj za nekaj časa popolnoma enakomerno. To se zgodi takrat, ko je sila tal nasprotno enaka sili teže in ko je sila upora in trenja nasprotno enaka sili, s katero motor poganja avtomobil naprej. Toda, ker se hitro zgodi kakšna ovira na cesti in moramo zavirati, v tem primeru povečamo sila trenja, v tistem trenutku gibanje ni več enakomerno, in če bi imeli lonček postavljen nekje na eni polički v avtomobilu, bi se ta gotovo prevrnil. Za boljše razumevanje prvega Newtonovega zakona si lahko pogledamo možaka na motorju. Dokler se možak giblje enakomerno, velja, da je sila, s katero motor poganja naprej,
po velikosti enaka sili trenja in sili upora, ki deluje na tega motorista. Če pa se pojavi ovira, se zaradi tega poveča sila, ki deluje v nasprotni smeri gibanja, in posledica tega je, da to naše telo dobi pospešek, zaradi katerega lahko utrpi tudi večji udarec. Sedaj pa si bomo pogledali še nekaj praktičnih primerov prvega Newtonovega zakona, ki nam jih bo predstavil naš osmošolec Jon. Sedaj sedim. Zame velja prvi Newtonov zakon ali zakon o ravnovesju sil. Name delujeta dve sili. Sila stola gor in sila teže dol. Te dve sile sta v ravnovesju, zato se ne premaknejo. Sedaj je opazovalno telo elastika. Na elastiko delujeta dve sili. Sila roke gor in sila noge dol. Te dve sili sta nasprotno enaki, zato telo miruje. Sedaj pogledamo še knjigo. Tudi za knjigo velja prvi Newtonov zakon. Sila teže deluje dol in sila mize deluje gor. Te dve sili sta med seboj enaki, zato je knjiga na mestu. Zakon o ravnovesju ali prvi Newtonov zakon velja tudi za to bundo. Bunda je pri miru, saj sila teže deluje dol in sila obešalnika gor. V knjigo deluje več sil. Sila moje roke, sila avtomobilčka, sila ovčke, sila teže in sila mize. Ker je sila mize enaka sili moje roke, sili avtomobilčka, sili ovčke in sili teže knjiga miruje. Na kolebnico delujejo tri sile. Sila kljuke, sila moje roke in sila predala. Te sile se med seboj izničijo, zato je kolebnica pri miru. Sedaj si poglejmo še tretji Newtonov zakon ali zakon o vzajemnem učinku. Včasih mu rečemo tudi zakon akcije in reakcije. Zakaj tako? Ko mi pritisnemo na drugo telo z neko silo, recimo tukaj roka pritisne na steno z neko silo, takoj tudi stena deluje nazaj z isto silo. To je zakon o vzajemnem učinku. Če naredimo primerjavo z prvim Newtonovim zakonom. Pri prvem Newtonovem zakonu imamo telo in potem gledamo sile, ki delujejo na to telo, od zunaj. Dve sili ali več sil. Če je vsota vseh teh sil nič, telo miruje ali se giblje enakomerno. Pri tretjem Newtonovem zakonu pa imamo dve telesi, ki delujeta druga na drugo. Prvo telo deluje na drugo z isto silo, kot drugo telo deluje na prvo. Na vsako telo vemo, da deluje sila teže, ampak ta sila je po zakonu o vzajemnem učinku enaka sili, s katero telo deluje na Zemljo. Lahko bi rekli, da je tretji Newtonov zakon kriv za to, da nas v primeru, ko se po nesreči zaletimo v steno z veliko hitrostjo, začne boleti glava. Namreč z isto silo, kot smo mi udarili steno, je tudi stena udarila nas in lahko ob tem povzročila pretres možganov. Posledice tretjega Newtonovega zakona smo lahko začutili tudi, če smo kdaj poskušali skočiti iz čolna na vodi. Izvedemo akcijo. Sila čolna deluje na fanta in fant se premakne naprej. Zaradi zakona o vzajemnem učinku pa se pojavi tudi reakcija, to pa pomeni, da se čoln z isto silo odrine od fanta in se zato premakne nazaj. Takšne akcije in reakcije smo deležni tudi pri hoji. Če ne bi veljal tretji Newtonov zakon, naša hoja ne bi bila takšna, kot je. Ne bi se mogli tako premikati. Namreč, ko mi izvedemo akcijo in s čevljem pritisnemo na tla, se pojavi reakcija, to pomeni, da tudi tla na našo nogo delujejo z nasprotno enako silo in tako se v bistvu mi odrinemo naprej. Zaradi tretjega Newtonovega zakona se kdaj pa kdaj zgodijo tudi poškodbe pri športnem streljanju. Namreč, metek odleti iz pištole zaradi sile, s katero pištola deluje nanj. To, da po tretjem Newtonovem zakonu se pojavi takoj na akcijo tudi reakcija, to pomeni,
da z isto silo, kot je pištola delovala na metek, deluje tudi metek na pištolo in zaradi tega se pištola premakne nazaj in lahko poškoduje roko. Še nekaj primerov tretjega Newtonovega zakona pa nam bo sedaj povedal naš Jon. Tretji Newtonov zakon ali zakon o vzajemnem učinku, tudi zakon akcije in reakcije. Če neko telo deluje na roko z neko silo, tudi roka deluje z enako silo na neko telo. Tudi za žogo velja zakon o vzajemnem učinku. Če žogo vržemo v steno, bo stena z enako silo delovala na žogo. Tudi za knjigo in mizo velja zakon o vzajemnem učinku. Če knjigo spustimo na mizo, bo miza delovala z enako silo nazaj na knjigo. Tudi sedaj, ko je knjiga pri miru na mizi, miza deluje z enako silo, kot knjiga deluje dol, miza deluje gor.